Pozdravljeni, z vami sem Minka. Danes pregledujem tele spomine, ki smo jih ustvarili skupaj na Lastovem in spomine zadnjih dni, ker sem šla se pravi, ko smo se vračali nazaj iz Lastova, sem šla naprej v Črnogoro in sem šla že pogledati točke za naslednjo duhovno potovanje. In zdaj, ko nekako dajem vse skupaj spomine, kje naj začnem? Za vse tiste, ki ste bili z mano. Hvala vam, bilo je tako lepo, tako lepo. Take skupine še nisem imela na nobenem potovanju. Prav vice, koliko delate na sebi, koliko čustvene prtljage ste že spustili. In to je res sama pozitivna energija. Pač toliko lepo, meni osebno je bilo prekrasno. Vesela bom vsakega vašega komentarja spodaj, mogoče tudi za tiste, ki še niso bili z nami, pa jih vleče, da enkrat grejo z nami na kakšno potovanje, pač naj preberejo komentarje. Tako da jaz, ko gledam te slike za nazaj, pač ja, enostavno je lepo. Lepo je potovati s pozitivnimi ljudmi. No, potem sem pa šla naprej v Črnogoro, ker naslednje potovanje bo pa Ostroh, Skadarsko jezero, verjetno Dubrovnik, v glavnem tako lepe točke, tako lepe točke. In zdaj vam pa povem naprej. Se pravi, zaključila bom s tem, kar je bilo na tem duhovnem potovanju. Lastovo samo po sebi je energijski otok, ima 46 cerkva in to pomeni, da 46 takih močnih energijskih točk. Nazadnje, ko smo zaključovali naše potovanje, smo bili še pri cerkvici oziroma v cerkvici svetega, kako se že reče, Ciprijan, sveti Ciprijan, ki je zaščitnik pred črno magijo, pred uroki, pred nepoštenim delovanjem, ki čisti poti, tako neverjeten, v glavnem zaščitnik vsega dobrega. No, in gor smo naredili pri cerkvici meditacijo za dekodiranje. Čistila se je pa spolna zloraba drugače. Tako, kar zanimivo. Res zanimivo. Najbolj smešen med vsega je bilo meni, ko smo nazaj, ko smo bili na trajektu. Zjutraj smo bili zmenjeni ob 7 zjutraj, ker smo šli na prvi trajekt. Ob 7 zjutraj imamo pa kar na trajektu meditacijo. In v glavnem, ja, začela se je vse skupaj to naše druženje, sam smeh, potem pa štosi, ki so bili daleč stran od meditacije. No, potem smo pa naredili še meditacijo, pa je bilo tudi fajn. Pač tako. Tisti, ki ste bili že z mano, veste, da ta duhovna potovanja so povezana s tem, da je veliko pozitivne energije. In to je tisto, kar je meni izmed vsega najbolj všeč, ker enake vrste ptice potujemo skupaj. No, zdaj pa pojdimo na tisto, kar je pa naprej. Naslednje potovanje, zdaj nimam še nadzemno sam idejo, pa šla sem pogledati točke, je pa Ostroh. Ostroh v Črni gori in kot veste, to je tisti samostan gor v sredi hriba. Res je neverjetna energija. In je zanimivo, ko smo šli gor pogledati, pač šla sem z eno družbo gor, s prijatelji smo šli pogledati, čisti šok. Na sončni vzhod smo šli gor. Pridemo gor, bila tišina, pridemo gor, gor je bilo polno ljudi, ki so prespali na cerkvenem oziroma na samostanskem dvorišču. In tam je zaščitnik tega sveti Vasilij. Jaz upam, da sem si prav zapomnila. Njegovo truplo ni strohnelo. In ljudje, ki si želijo ozdravitve, ponoči prespijo na samostanskem dvorišču. In samostan ima prav pripravljene pakete za spanje brezplačno. Imajo kar tako zložene deke, da se jih dajo na tla in potem spijo ljudje tam na tleh. Pač to je nekaj neverjetnega. In potem smo se postavili kar v vrsto, ljudje stojijo v vrsti in niti nismo vedeli, za kam stojimo v vrsti, sem mislila, da za v cerkev. Ne. Šli smo v vrsti do tam, kjer je truplo tega svetega Vasilija in to je pravoslavna cerkev, vsi so mu poljubljali roke,
v glavnem, v vsakem primeru, kronska čakra. Kronska čakra tako močno žari, da mi je eno bok, skozi katerega sem stopila, in ko sem stopila skozi ta obok, je bilo tako kronska čakra, tako. Ne moreš verjeti. Neverjetno. No, potem pa naprej, Skadarsko jezero, Žabjek, tam so res dejansko bile žabice noter v reki oziroma v jezeru, in potem vožnja s čolnom po Skadarskem jezeru, neverjetna, neokrnjena narava. Pač celo potovanje res neverjetno. Pa Dubrovnik z razgledno točko. Na tej točki sem bila jaz že par let nazaj, ko sem bila z mojimi hčerkami na potovanju s križarko, in je bilo tako, da zaradi te točke bi takrat skoraj zamudile na ladjo. In je to, kot veste, tisti, ki ste bili že v Dubrovniku, je nad Dubrovnikom gor, da se z gondolo priti gor ali pa po cesti, je razgledna točka. In iz te razgledne točke vidiš Dubrovnik kot na dlani. No, v glavnem pa sončen zahod. Pravlično lepo. In ko sem bila pred leti tam z mojimi hčerkami, je bilo tako, da ko smo se vračali nazaj po cesti na križarko, je bila spodaj prometna nesreča. In je mogel pač taksist peljati okrog hriba, in na koncu smo tekle, ker so nas čakali, ker je bila v bistvu ladja na tem, da odplove. Ja, je bilo zanimivo. Zdaj je bil pa tak sončen zahod. Tak sončen zahod, da samo glej in se čudi. Proti Murterju. Čudovite barve, čudovita energija. Tako da to vas bom peljala takrat, to bo jesen, za krompirjeve počitnice. Takrat bomo šli, nimam še nič pripravljenega, ampak vem pa, da bo super. Seveda bomo še kakšno drugo energijsko točko po poti si šli pogledati. In tako kot smo bili zdaj, 3 dni v enem hotelu, da imamo tam čas za meditacije, čas za mirno energijo. Nisem še dobila točke, nimam še ideje kje, ampak v vsakem primeru nekje, veste kje? Nekje, kjer je sredi ničesar. To je najboljše. Sredi ničesar, kjer imaš čas, kjer imaš naravo, kjer je čista energija, in to je zadost. Ne rabimo nič drugega. No, to sem rekla, vam moram povedati. Lepo je bilo, lepo potovanje, lepa energija. In gremo zdaj še na nekaj pozitivnih sporočil. Veste, vsa ta čiščenja. Danes me je poklicala ena gospa, ki je bila z mano zdaj na Lastovem. In je rekla: Minka, ne vem, kaj se je dogajalo, ampak odkar sem bila s tabo, jaz nimam več strahu. Ne pred vodo, ne pred višino. Nekaj se je izčistilo. Imela sem moraste sanje. Odkar sem prišla nazaj, nimam več morastih sanj. Imam samo še lepe sanje. Ko te napolni nova energija, ko se te dotakne čista božja svetloba. Veste, zato je pa treba iti nekam stran. Ko gremo čist med, tu je, mislim, v čisto energijo, takrat se vedno ščisti oziroma nekaj sprosti. Tudi ko smo delali meditacije, ja, se je precej sproščali neke energije. Dajmo zdaj še pogledati karte. Intuicija. Jaz vem, poznam resnico, jaz sem resnica. Se pravi, ti, ki tole poslušaš, daj bolj zaupaj svoji intuiciji. Ko se ne znaš odločiti, te zadržuje strah. Strah je kot virus. Takrat dovoljuješ, da ljudje okuženi strahom manipulirajo s teboj. Zavedaj se, kaj je dobro za tebe. Jasnost ti pomaga do čiste energije, enostavno veš in se zavedaš, kako delovati. In zavedaj se, da v zavedanju sebe, svoje intuicije, tam je tvoja moč. V tem je tvoja moč. Gremo pogledati naprej. Naslednje sporočilo pa je: naj čustveni strup zapusti tvoje telo. Veste, včasih sploh ne vemo, da imamo neko težavo, ne?
ker smo tako v zanikanju. In določeni strahovi se jih lahko zavedamo preko sanj, preko odnosov ali pa določene zamere. Ali pa recimo do nekega človeka imamo vedno, ne vem, neko zavoro. Ko mi začnemo uporabljati mišični test, preko mišičnega testa lahko vsak zase preveri, kaj nosimo v srcu. In ko preverimo, lahko potem to počistimo. Zdravilna molitev dekodiranja dela take čudeže, ena molitev počisti en program. Ali pa sovraštvo do duše. Nadangel Uriel, prosim, ozdravi moje čustvene rane. Najeza, zamere, kritika, strah, ljubosumje, zagrenjenost, obup in sovraštvo naj se s tvojo pomočjo spremenijo v svetlobo. Tema nima več moči nad mano, prepuščam se tvojemu zdravljenju. Pa dajmo pogledati naprej. Naslednje sporočilo pa je modrost. Modrost tvoje duše, ker je tvoje srce čisto, lahko sprejema večno modrost. Modrost 84. Globoko se zavedaj skrivnosti življenja. Ko prosiš za pomoč, si hkrati blagoslovljena z ljubeznijo, obiljem in mirom. Tvoja duša pozna vse odgovore. No, da vidimo še eno sporočilo. Nadangel Rafael. Prosim za zdravljenje, pripravljena sem ozdraviti. Ko imamo neko težavo, fizično, ko nam, recimo ta zadnje vprašanje sem dobila, kaj narediti takrat, ko imamo povišane trigliceride? Povišani trigliceridi so povezani s povečano oksidacijo na celični ravni. In ko imamo povečano oksidacijo na celični ravni, pomeni, da takrat naše telo potrebuje več antioksidantov. Po drugi strani, poleg C vitamina, poleg česna, poleg E vitamina, to je na tehnični ravni, pa potrebujemo vzrok, ali pa je fino, da pridemo do vzroka, zakaj se po naših žilah ne more pretankati radost. Gre energija tako noter, čisto želodec, tako. Energija mame, kaj ti mama govorila? Kakšna je bila mama, odnos mame do tebe? A si zaželen otrok? Ali mogoče je bilo takrat, ko si se ti rodila, ko si se ti rodil, naporno obdobje v vašem življenju ali pa v družini? Mogoče ni bilo denarja, se te niso veselili. Pač to je vse pomembno, ne? Tako da, ozdrav čustvene rane pomeni, da odpustimo staršem za vse, kar so naredili, rekli, za vse, kar se je dogajalo, po drugi strani spustiti svojega energijskega polja vso grenkobo, zato ker mogoče nekdo ni zmogel dajati ljubezni. Spustiti vso žalost, zamero, spustiti in se prepustiti vodstvu. Nadangel Rafael, prosim za zdravljenje. Ne? In zato imamo te fizične bolečine, zato da lahko zavestimo, kaj je sploh potrebno ozdraviti. Zaprav, to je karta 54, da še to pogledamo. Prosim te, mogočni angel zdravljenja, da pospešiš proces ozdravitve. Bolezen mi je poslana, da se naučim. Naučim bolj ljubiti sebe, naučim, kako naj se postavim zase in kako naj sebe postavim na prvo mesto. Čutim, da se vame steka zdravilna smaragdna svetloba. Hvala za zdravljenje. Še eno. Zvoki in angelske sfere. Angeli me vodijo tja, kjer je zame najbolje. Sklejena sem s simfonijo srca in narave. No, še to vam preberem. Poslušajte vodstvo. Vse je prav. Veste, ko zaprete oči in ko mogoče se naslikate ali pa preslikate v neko situacijo, kjer ste občutili popoln mir.
pa naj bo to v gozdu, ko sedite ob drevesu ali pa objemate drevo, ampak sami, ali pa ko sedite ob vodi, ob potoku ali pa ob morju, ko enostavno slišiš to šumenje, zvoke življenja, ki samo so. Takrat se enostavno dogaja, da nova vibracija prihaja v tvoje telo. Temu Japonci rečejo Shirin-yoku, se pravi zvočna kopel narave oziroma gozdna kopel. Zvok me očiščuje, zvok mi odstranjuje blokade. Narava je tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bučanjem valov, žvižganjem burje, dihanjem morja. Usklajena sem z zvokom narave. Narava čisti mojega duha in narava čisti moje telo. Tako da, pejte v naravo, napojite se z novo energijo in boste videli, kako se bo v vašem življenju začelo dogajati nova energija, in to je v bistvu tisto, kar je najbolj pomembno, da se vas dotakne, dotakne dotik Božjega. Dajmo še besedo reči o karmi. Karma, ki je povezana s tem, da vsak od nas predeluje tisto, kar mora predelati. In vemo, da recimo, kdor predeluje pomanjkanje, se bo oklepal vsega, kar je možno, oklepa. In takrat, ko mi spustimo tiste, kar se oklepamo, enostavno spustimo in razpremo dlani, se začne dogajati, da nam stvarstvo lahko da vse tisto, za kar prosimo. Tako da, prosite in vam bo dano. Ampak v Svetem pismu piše še nekaj več. Ne samo prosite in vam bo dano, trkajte in vam bo odprto. Ampak piše, v prvotnem prevodu Svetega pisma piše: bodite obkroženi s svojim odgovorom. Se pravi, želiš zdravje, obkroži se z vibracijo zdravja. Ne delati vse zaradi strahu, da ne zboliš, ampak obkroži se z vibracijo zdravja. Obkroži se s pozitivnimi ljudmi, ki ti dvigajo vibracijo. Obkroži se, delaj stvari, ki ti večajo energijo. Glej filme, kjer se smejiš, prižgi risanke, pojdi plesat, spusti strah. Strah vedno povzroča nižanje vibracije. Vera, molitev dvigajo vibracijo. In sploh zdravilna molitev dekodiranja, če jo boste delali, ko počistite virus strahu in vnesete novo vibracijo, Božje svetlobe, življenja in ljubezni, tem se pa zgodi, da bolezni enostavno odpadajo, da žalost zapusti telo, da celična žalost zapusti telo, da bolezen ne more več vztrajati v vašem telesu, zato ker vibrirate v vibraciji zdravja. Zato za začetek, začnite dajati vse tisto sebi, kar čutite, da potrebuje vaše telo. Ali pa mogoče vse tisto, kar želite dati drugemu, dajte najprej sebi. Vem, da je težko. Sploh, če ste navajen, da druge postavljate na prvo mesto. Mogoče je čas, da sebe postavite na prvo mesto. Tako da to je to, utrink iz tegale potovanja, ki smo ga imeli pretekli teden, za prvomajske, se pravi naslednje tako potovanje, bo pa za krompirjeve počitnice. Tako da, res je lepo, ker obstajajo tako neverjetne energijske točke in te neverjetne energijske točke nas dobesedno napolnijo z novo energijo. Tako da, veste, lepe stvari se dogajajo. Zdaj še sporočilo za vas, tisti, ki ste bili z mano. Zdaj, ko mi greste tako en po en pred oči, pa naša šoferka Patricija, pač ko avtobus je furala ženska, pač super, najmlajša v skupini, pa ona je vozila avtobus. Toliko dober. In vsa ta pozitivna energija, ki je bila,
Jaz drugega ne morem reči, kot da sem hvaležna vsakemu posebej od vas, ker vi delate korake, ker vsak od vas prinese svojo energijo, to skupinsko energijo, in tisti, ki hodite zdaj že leta z mano, veste, da je vsakič znova, ko gremo, je boljša energija. Vsakič znova je tako, še boljš. Vsakič znova je še boljš. Wow. Ustvarjamo nove spomine. A ni to dobro? Tako da uživajte, vse dobro vam želim, in če vas kdaj pokliče na kakšno tole potovanje, ja, dobrodošli. Drugače pa, lejte, delajte zase tiste korake, po katerih kliče vaša duša, boste videli, počasi se daleč pride, vsekakor, počasi se daleč pride. Uživajte in vse dobro.